Spoštovani gostje, dragi krajani. Natančno 100 let je minilo od prvega piska lokomotive, ki je vlekla prvi vlak na relaciji Ormož-Ljutomer. Takrat so delo pri izgradnji proge, ki je bilo za tiste čase velik podvig, končali številni delavci različnih narodnosti, različnih verskih in političnih nazorov. Številni so bili tudi begunci, izgnani iz domačih krajev. V gozdu, nedaleč od proge v Kačurah, je stala baraka, v kateri so med leti 1922-1924 bivali Rusi, bilo jih je okrog 250, nad barako so si postavili pekarno in kuhinjo, še više pa so izkopali 2 študenca, enega od teh smo člani turističnega društva Stara cesta ob pomoči sponzorjev leta 2015 obnovili in je postal osrednja točka ene od naših učnih poti. Zelo smo si želeli, da našo prireditev izvesti prav tam, v gozdu, in vse malo podživeti takratni utrip življenja v tistem taborišču, vendar so tokratne vremenske razmere za varnost vseh nas žal neprimerne. Prepričani pa smo, da bo tudi tukaj izvedena slovesnost primerno obeležila spomin na velik gradbeni podvig in na nekajletno sobivanje z begunci. Danes se poklanjamo vsem delavcem na tem odseku proge v Kačurah. Bili so to Rusi, Bolgari, Bosanci, Hrvati in seveda tudi domačini Slovenci. Vsi ti so takrat nam prinesli tudi nekaj svoje kulture. Po nagovoru naše predsednice, gospe Marije Gaube, da bodo članice vokalne skupine Pole poje pod umetniškim vodstvom gospoda Duška Preloga zapele 2 pesmi, ki izhajata iz Rusije in iz Bosne. Ruska ima naslov Vopole berjoza stajala in bosanska Kolo vodi. Še predtem pa bi rad v naši sredini v imenu organizatorja pozdravil podžupana občine Ljutomer, gospoda Janka Špindlerja, predstavnika Slovenskih železnic, gospoda Dejana Jurkoviča iz sektorja za investicije, mislim, da je strani Slovenskih železnic tudi nekaj več predstavnikov, tudi njih pozdravljam. Pozdravljam tudi predsednika sveta Krajevne skupnosti Stara cesta, gospoda Robija Kostmajerja. Pozdravljam tudi predstavnike društva Prleški železničar. Pozdravljam predsednico občinske turistične zveze, gospod Heleno Bavkotič. Pozdravljam predstavnike vseh sredstev obveščanja. In pa seveda predstavnike društev, ki jih pač nisem uspel našteti, in vse vas druge, ki ste se udeležili današnje slovesnosti. Gospa predsednica, izvolite. Dragi gostje, dragi krajani, prav prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu. Vrnimo se v leto 2001. Takrat smo ustanovili turistično društvo Stara cesta z namenom, da raziščemo kulturne in naravne znamenitosti v naših krajevnih skupnosti, ter obudimo navade in stare običaje. Ime kraja bi naj nastalo po stari rimski poti, ki je vodila skozi našo vas. V vseh 23 letih smo veliko postorili za prepoznavnost našega kraja. Iščemo značilnosti in zbiramo zgodbe. V vsaki vasi smo postavili pozdravne table in ozaveščali krajane za ureditev kraja, postavitev obeležij pri stari šoli za sliko rimskih novcev in prav tukaj, tu vsako leto, nadaljujemo s tlakovanjem ceste ob sodobnih rimskih igrah. Izdali smo 3 izloženke o znamenitosti v našem kraju in prireditvah. Vsako leto izvedemo 3 pohode,
2 strokovni ekskurziji, več delavnic, postavimo adventne vence in novoletno pravlično deželo pri stari šoli. Organiziramo 3 večje tradicionalne prireditve. To so rimske igre, zelo odmevno bučarijo, ki je značilna po gojenju različnih jedi buč velikank, po odlični bučni kulinariki in na koncu zelo zanimiv za naše najmlajše Miklavžov pohod s svetilkami. Letos smo tudi postavili gozdno knjižnico pri rimskih Gomilah, kegljišče na Vrvici, obnovili pozdravno tablo v Mekotnjaku, postavili novo mizo na igrišču pri stari šoli. Skrbimo za rekreacijo naših članov, balinanje, kegljanje na Vrvici, balinanje na Vrvici, terapevtska telovadba. Redno skrbimo za urejenost stare šole, katere pritlične prostore imamo v najemu od občine Ljutomer. V teh prostorih imamo sestanke, delavnice, različna druženja, na hodniku pa je razstava starih predmetov in knjigobežnica. Okolica šole je skrbno pokošena. Tudi narava nam nudi svojo raznolikost in lepoto. Učna pot Gomila v Leskovi Ljubljani nas vodi po gozdu, ki je bogat z domačimi in tujimi drevesnimi vrstami in raznoliko podrastjo. Na robu gozda je rimsko gomilno grobišče, ki je z odlokom občine Ljutomer razglašen za zaščiten arheološki spomenik. Druga učna pot od Mlake do Mlake je nastala za željo, da ohranimo pristno naravno dediščino. Očistili smo 6 mlak, jih ogradili in opremili s tablami, prav tako imamo tudi rastlinsko čistilno napravo. Tretja učna pot po poti naše dediščine predstavlja naravne, kulturno-zgodovinske in etnološke znamenitosti. Čebelarstvo, lesene stiskalnice, globoki vodnjaki, kip svetega Petra, krušne peči, zasebno Vriharov Rozmanov muzej in seveda ruski studenec, kateremu danes posvečamo posebno pozornost z namenom, da počastimo spomin na čase gradnje železnice in 100-letnico železniške proge Ormož-Ljutomer Murska Sobota. Prav tukaj pa želim izpostaviti naše člane turističnega društva Stara cesta, ki s svojim prostovoljnim delom, z vso odgovornostjo in požrtvovalnostjo največ prispevajo k realizaciji naših ciljev, k realizaciji naših zgodb. Zato vam izrekam tukaj iskrena hvala. Prav tako bi izpostavila člane prostovoljnega gasilskega društva Mekotnjak Stara cesta, ki so nam veliko pomoč pri organizaciji naših prireditev, tudi njim izredna hvala. Zelo ponosni, da je naša bivša učenka osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, Zala Ravtar, napisala najboljšo raziskovalno nalogo iz etnologije z naslovom Rekli smo jim Vraglovci. Izhodišče zanjo je bil prav ruski studenec in letošnja 100-letnica železniške proge Ormož-Ljutomer Murska Sobota. Raziskovalna naloga je Zali prinesla prvo mesto in zlato priznanje najprej na regijskem tekmovanju in nato še na državni ravni. Kaj več o njej pa bo spregovorila sama. Zato ji iskreno čestitamo. Naj zaključim z mislijo. Najdi užitek v majhnih stvareh in vse, kar delaš, delaj s srcem. Hvala vam. Prvo bomo zapeljano staro rusko pesmico. V prevodu nosi naslov Na polju stoji brezna. Pesem govori
o mladem dekletu, v bistvu je to taka stara slovanska pesem in govori o običaju, ko so dekleta zalamala brezen. Ta običaj je bil pred 500 leti prisoten tudi v našem kraju. S tem zalamanjem so želela priklicati svoje ljube, svoje fante. Pesem, ki bomo zapeli, pa je še prav posebej močna, zato ker ta deklica poskuša priklicati fanta iz onostranstva.
pa k besedi vabim današnjo osrednjo govornico, Zalo Ravter, ki je svojo etnološko raziskovalno nalogo z naslovom Rekli so jim Vrangelovci kot devetošolka osnovne šole Janka Ribiča iz Cezanjevec pod mentorstvom gospe Karmen Ravter na državnem tekmovanju osvojila prvo mesto in zlato priznanje. Spoštovani zbrani, v izjemno čast si štejem, da sem lahko danes ob častitljivi obletnici, 100-letnici odprtja železniške proge Ormož-Ljutomer-Murska Sobota, vaša slavnostna govornica. Dovolite mi, da ob tem dogodku z vami podelim svoje misli. Ko danes v hiperdigitalni dobi vsak zase živimo svoje življenje, ponavadi ne razmišljamo o tem, kakšna je bila v preteklosti naša pokrajina. Kako so ljudje takrat živeli, kaj se je takrat sploh dogajalo in kakšne posledice je to dogajanje imelo oziroma še ima za nas. Tako se tudi mnogi danes ne zavedajo, kako je nastajala in se gradila proga Ormož-Ljutomer-Murska Sobota, po kateri se morebiti vsak dan vozijo v šolo, v službo ali pa jo samo obvozijo z avtomobili, ko gredo po opravkih. Proga jim predstavlja del vsakdana kot nepogrešljivi segment prometne infrastrukture. A že v 19. stoletju je v ljudeh in takratnih političnih odločevalcih tlela misel na gradnjo železnice, ki naj bi med drugim prispevala tudi k razvoju skromnega gospodarstva v teh odličnih krajih. Zanimivo, da se danes veliko naših krajanov sploh ne zaveda, da pa njihovi svojci vedo povedati še veliko zanimivega o sami gradnji proge. In na lov za takimi pripovedovalci sem se svojo raziskovalno nalogo podala jaz. Vesela sem, da sem kljub veliki časovni distanci vseeno uspela najti sogovornike, ki so mi o gradnji proge in dogajanju, povezanem z njo, povedali marsikaj zanimivega, čeprav sem marsikje naletela na hudomušno, a hkrati resno izjavo. Ali nisi ti s to svojo raziskovalno nalogo za 10 let prekesna? Ampak vse to je del raziskovanja. Zmeraj se podajaš na neznano pot. Tako me je raziskovanje, ki ni toliko temeljilo na pridobivanju podatkov o sami gradnji železnice, torej o tistem, kar je že obširno predstavljeno v strokovni literaturi, vodilo do lokalnega okolja in informatorjev, do ustnega izročila, ki je z etnološkega vidika neprecenljiv del naše kulturne dediščine. Zanimale so me zgodbe o graditeljih žerovinskega klanca ali železnice v Kačjih grabah, kot piše v literaturi. A raziskovanje na terenu terja tudi preverjanje in primerjanje informacij. Neprecenljiv vir informacij je bila zame tudi kronika osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci ter mrtvaške, poročne ali rojstne in krstne knjige na upravni in enoti Ljutomer. Pot me je vodila do številnih digitalnih zbirk in knjig, arhivov, muzejev, tudi do našega v Ljutomeru, do različnih strokovnjakov oziroma sogovornikov na drugi strani. Naj za lažjo predstavo povem, da sem kontaktirala 9 arhivov oziroma muzejev, 3 pa obiskala, preiskovala preko virtualne arhivske čitalnice, spletne strani Etnografskega muzeja Slovenije in drugih. Pravo zakladnico dokumentov o sami gradnji proge z tehničnega vidika trenutno hrani Pomurski muzej v Murski Soboti. Bila sem namreč prva, ki je s privolitvijo gospoda Karla Rustje, inženirja strojništva, železniškega upokojenca in pisca številnih člankov o gradnji omenjene proge, pregledovala z njegove strani zbrano arhivsko gradivo. Tisto, kar sem si pa najbolj želela videti in najti, to je fotografijo gradnje proge ali barakme kotnjaku, nisem našla nikjer. Preden na kratko kronološko preletim gradnjo proge, naj za primerjavo glede razvoja železniške infrastrukture na slovenskem ozemlju omenim nekaj primerov iz Evrope. Prva železniška proga v takratni kraljevini SHS se je odprla leta 1924, prva podzemna železnica v Londonu pa že leta 1863, 9 let prej pa je Ljubljana dobila navadno železnico. Tudi iz lastnih izkušenj lahko na primer primerjam našo slovensko železnico s podzemno železnico v Nemčiji.
Iz Murske Sobote v Koper se danes vozimo malo več kot 5,5 ur, če seveda zraven ne štejemo mnogih zamud. V Nemčiji, tako celo mesto, s 4-krat več prebivalci, kot jih ima Slovenija, prevozimo v dobri uri. Na tem mestu ne morem tudi mimo vseh prog, ki v Sloveniji več ne obratujejo in delujejo trenutno kot slepi traki, nam najbližji je Ljutomer Radvana. A naši vodilni trenutno obljubljajo izboljšave, le da te najverjetneje spet niso predvidene za ta del Slovenije. Naj za ponazoritev citiram izjavo ministrice Alenke Bratušek, podano v medijih 20.11.2024. Cilj je potovalni čas iz Kopra do Ljubljane iz 2,5 ur zmanjšati na 1 uro. Že na prelomu iz 19. v 20. stoletje se je govorilo o železniški progi Ormož-Ljutomer-Murska Sobota, a takratna ogrska oblast ji ni bila naklonjena. Beseda je na gradnjo ponovno nanesla pred začetkom Prve svetovne vojne, ko so zanjo pripravili 3 verzije tras. Po vojni so se leta 1920 privrženci današnje trase zbrali na zborovanju v Mariboru, gradnjo proge so prav tako podprli politični forumi, vojska in gospodarstvo. Načrt za progo je izdelala že Avstrija in ga je kraljevina SHS dobila že od nje. Proga se je začela graditi septembra 1922, zgradili so jo v 21 mesecih in v državni režiji. Pri izdatkih za progo so zelo varčevali in s tem navidezno prihranili 40% vseh progi namenjenih sredstev, a je Republika Slovenija kasneje za rekonstrukcijo proge porabila veliko več. Takratna oblast je vodilna mesta zaupala le neslovenskim strokovnjakom. Za gradnjo proge je bilo hkrati zaposlenih do 1200 težakov, med njimi okoli 250 ruskih beguncev, delavcev iz sosednjih držav in največ domačinov. Največ težav pri gradnji so imeli prav z žerovinskim klancem, saj dolgo niso mogli ukrotiti plazovitega območja. Z gradnjo so hiteli, saj je minister v Beogradu kar določil datum odprtja proge, brez da bi se posvetoval s pristojnimi v Ljubljani. V nedeljo, 22.11.1924, se je po novo zgrajeni progi peljal veličasten vlak z ministrom za promet na čelu. A veselje ob odprtju proge je hitro ugasnilo, ko so se začele pojavljati številne nepravilnosti in pomanjkljivosti na progi. Prve omembe teh zasledimo že 1 leto po odprtju proge, leta 1925 v dokumentu Kardinalne napake, ki kritizira napačno načrtovanje projektantov, neupoštevanje mnenja lokalnega prebivalstva, skrajno varčevanje in povečanje vzpona, s katerim so naredili najgloblji vseg 12 metrov, najvišji nasip 14 metrov in ovinek s polmerom krivine 300 metrov, ob tem pa opravili 110.000 kubičnih metrov izkopa. Proga se je usedala in na žerovinskem klancu je bila potrebna dodatna lokomotiva, ki je pomagala pri vzponu. Komaj leta 2001 se je proga v celoti rekonstruirala. Kot že omenjeno, so progo gradili Rusi, natančneje vojaki iz armade Petra Nikolajeviča Wrangla, ki so jim domačini rekli kar Wranglovci in so v kraljevino SHS imigrirali po krvavi državljanski vojni v carski Rusiji, ki se je začela leta 1917 po oktobrski revoluciji. V državljanski vojni sta se spopadli Bela in Rdeča armada, prva je zagovarjala strmoglavljeno dinastijo Romanovih, druga pa je želela vzpostaviti komunistično oblast, kar jim je v sledečih letih tudi uspelo. V našo takratno državo so begunci imigrirali zaradi dobrih odnosov med državama in sorodstvenih vezi obeh vladarjev. O Wranglovcih mi je pripovedovalo 17 informatorjev, ki so jim te zgodbe pripovedovali starši oziroma sorodniki. Na železnici naj bi delali vsaj 4 domačini, ki so sorodstveno povezani z informatorji. 2 informatorja sta mi povedala, da sta njuna očeta delo na progi opazovala, eden je Rusom prodal jabolka, eden pa je bil pokriven obtožen za umor. Oče enega informatorja naj bi se pogosto družil z Rusi in oni naj bi pogosto zahajali na njihovo domačijo. Ko so Wranglovci prišli v naše kraje, so zamenjali orožje z orodjem in začeli delati na železniški progi. Kar naenkrat so se znašli med ljudstvom, ki je govorilo sorodni, a vseeno neznani jezik. V času gradnje so Rusi bivali v mekotnjaku, v barakah, ki so si jih sami zgradili. Te
Te barake naj bi bile vidne vse do leta 1953. Inženirji so bivali v meščanskih hišah v Ljutomeru, kjer naj bi imeli celo svojo menzo. V barakah so imeli prenočišča, pekarno, v kateri so domačinom prodali kruh ali pa ga zamenjevali za druge dobrine, in gledališče, kjer so radi uprizarjali igre in so si jih ogledali tudi domačini. Imeli so tudi duhovnika. Vodni vir v bližini so ogradili z lesenimi bruni. Ta studenec ni nikoli presahnil, a so vodo vseeno dovažali najeti prevozniki. Za higienske potrebe so zajezili potok Kostanjevico in tako dobili bazen. Zelo radi so pijančevali in kartali v bližnjih gostilnah ter skrbno negovali svoj slog oblačenja in življenja. Rusi so upravljali težaška dela z motikami in krampi. Zgodile so se številne nesreče, kot je na primer zasutje delavca in požig polja pšenice zaradi isker iz parne lokomotive. Zemljo so vozili na traglah, toligah oziroma samokolnicah ali pa so jo naložili na hunte oziroma vagone. Za potrebe železnice so imeli speljano ozkotirno poljsko tračnico, po kateri naj bi dovažali slamo za barake, ki so bile spodaj betonske, zgoraj lesene. Delo jim je postalo zatočišče pred njihovo realnostjo v novo nastali državi. Med Rusi in domačini je velikokrat zavrelo. Zgodili so se mnogi pretepi in tudi umori, vzrok pa naj bi bil tudi parni bager, zaradi katerega so domačini ostali brez dela in tudi številne ljubezenske afere z domačinkami. Izvedela sem, da se je vsaj en umor zgodil na Kamenščaku in da naj bi bil umorjenemu Rusu postavljen spomenik, ki ga danes več ni. En Rus naj bi bil pokopan na Cezanjevškem pokopališču, a groba danes več ni, ker so ga zapustili. Izvedela sem, da so domačini enega Rusa prebodli z bajonetom, drugega Rusa pa so pretepli in kamenjali. V literaturi sem zasledila tudi umor, ki se je zgodil v Ljutomeru, ko je ruski sluga umoril ženo in otroka enega od vodilnih ruskih inženirjev na železnici. Nekaj Rusov naj bi se poročilo z domačinkami in zapustilo lokalno okolje. Odšli so v Srbijo, kjer jim je takratna oblast dodelila velika posestva. Ko je bila gradnja proge končana, so bili Rusi razporejeni na druga delovišča. Naj kot zanimivost dodam, da sem se prav leto dni, preden sem začela raziskovati to temo, v Srbiji peljala po železnici, imenovani Šarganska osmica, ki so jo gradili isti Rusi. Pri raziskovalnem delu sem naletela na številna presenečenja. Med drugim sem odkrila dnevnik z opisi o gradnji proge, ki ga je pisal pokojni gospod Vogrinec. Odkrila sem tudi družinsko drevo družine Gutman in tudi poročno sliko. Prav tako sem naletela tudi na videoposnetek pokojnega gospoda Kramarja, ki pripoveduje o gradnji proge. Zdi se mi, da se danes sploh dobro ne zavedamo, kakšen napredek so nam z gradnjo proge prinesli ruski delavci, zato na osnovi spoznano raziskovalni nalogi svoje misli o dojemanju ruskih graditeljev v takratnem prostoru in času zaključujem tako. Pri besedi Vranglovec ne gre zgolj za človeka, ki je bil v vojski pod poveljem generala Petra Nikolajeviča Vrangla. Gre za človeka, ki se je bil zaradi svojega političnega udejstvovanja prisiljen boriti morda proti svojim bratom, znancem, sorodnikom, kar je za bratski narod, kot so Rusi, grozna stvar. Vranglovec je doživel izgubo države, ki je bil vedno podložen in dan. Morda je zapustil ženo z veliko otroki in ni nikdar izvedel, kako se jim godi. Če ni izdihnil v kakšni bitki, je emigriral v neznane države, kar je bilo za nomadski narod, kot so Rusi, nepredstavljiva realnost. Streljanje in ubijanje je zamenjal za vleko vagonov, opravljanje zemeljskih del v kraljevini SHS. Državi, ki je sploh ni poznal, je prinesel napredek, ki se ga sam morda ni nikoli zavedal. Srečeval se je z domačini, ki so Ruse prikrito ali odkrito zaničevali. Morda je spoznal kakšno domačinko, ki mu je vnela srce, a zaradi svoje nacionalnosti in izkoriščanja strani države z njo ni imel trajnega odnosa. Z delom na železnici so njegovi dnevi postajali še daljši in se morda kdaj končali z mrtvo upitostjo, ko se je vračal v barake, da bi legel k neudobnemu počitku na morda betonskih tleh. V krajih, kjer je delal, mu je morda kak domačin z bajonetom prebodal prijatelja, ki se je nesrečno zapletel z domačinovo ženo. In ko je zgradil progo, se mu minister ni niti zahvalil, ne za upravljeno delo,
ne za dvoletne muke. Po svečanem odprtju proge pa so ga že premestili na novo gradbišče in začarani krog se je ponavljal do njegove, morda prezgodnje smrti. Nekoč in tudi danes ima beseda Rus negativen prizvok. Danes zaradi trenutne vojne med Ukrajino in Rusijo. 100 let nazaj so se k nam zatekali nemočni Wranglovci, danes Ukrajinci. Migracije zaradi vojn, političnih trenj so očitno stalnica na svetovni sceni. Vsako sobivanje različnih svetov prinaša prednosti in slabosti. Enako je tudi v mojem primeru. Tako na gradnjo železnice in Ruse v lokalnem okolju opozarja že turistično društvo Stara cesta s postavitvijo ruskega studenca, a nov pogled na to tematiko zagotovo prinaša tudi moja raziskovalna naloga, ki s popisom zgodb informatorjev resnično lovi zadnji vlak, preden spomin na njih, Wranglovce, graditelje žarovinskega klanca, trajno izbriše neusmiljen čas. Seznam oseb, ki so mi pri raziskovanju pomagale, je izjemno dolg. Dovolite mi, da jih danes poimensko omenim. Iskreno zahvalo tako namenjam mojim sogovornikom, brez katerih ne bi mogla zbrati zgodb. Gospem Albini Senčar, Antoniji Gutman, Danici Novak, gospodom Andreju Blagoviču, Mirku Senčarju, Antonu Fevšu, Dragu Poštraku, Igorju Filipiču, Janku Slavincu, Janku Lipovcu, Jožefu Gorjaku, Jožefu Magdiču, Jožefu Pogrincu, Mateju Gutmanu, Vladu Puconi, Janku in Soni Semenič. Hvala tudi Mitju Wunderlu, Srečko Pavličiču, Jasni Branki Staman, Gregorju Žižku, Marjanu Novaku, Dominiku Trstenjaku, Karlu Rustji, Francu Zemljiču, Janku Korparju, Tadeji Andrejek, Nataliji Vučko-Ilčenko, Nataliji Baumgartner, učiteljicama Katji Nemec in Nataši Pušenjak ter ravnateljici Brigiti Hojnik in nekdanji razredničarki Mariji Majcen. Hvala tudi mojemu očetu in mami za mentorsko delo. Spoštovani zbrani, hvala za pozornost. Turističnemu društvu Stara cesta v spomin na gradnjo železnice podarjam svojo raziskovalno nalogo z željo, da se zgodbe o Wranglovcih še naprej prenašajo iz roda v rod. Velik hvala. Zahvalila bi se tudi mentorici njene. Izvoli. Pripričan se, da vsi delimo veliko hvaležnost za tako lepo prikazan potek dogajanj pred 100 leti. Gre za osnovno šolo Janka Ljubiča iz Sezanjevec. In vedno znova nas njihovi učenci in njihovi mentori počastijo na naših prireditvah. Tako je tudi danes. Z nami so zopet pod mentorstvom gospe Carmen Rauter in sicer z kratkim kulturnim programom na temo odprtja železniške proge Ormož-Ljutomer Murska Sobota. Gradnja železnice
železnice je budila duhove naših takratnih domačinov. Pokojni gospod Vogrinec Spodnjega Kamenščaka je takrat pisal dnevnik. Njegov sin nam ga je pokazal. O gradnji in odprtju proge piše takole. V letu 1921 se je začela graditi proga od Ormoža do Murske Sobote. Gradili so Rusi. Wranglovce so po revoluciji izgnali iz lastne domovine. Kot je že omenjeno, so progo dogradili v dobrih 3 letih. Proga je bila odprta leta 1924. Saj so delali noč in dan, praznike, ne glede kakšen praznik je bil. Govor je držal na postajališču Žerovinci, Vrnjak, Franc iz Cezanjevcev. V spominu mi je ostal izlet za celo šolo. Peš smo šli, da smo opazovali delo na mostu čez reko Muro pri Veržeju. Hvala tudi cezanjevškim kmetom, gorjakom in drugim, saj so spekli kruh in na kmečkem vozu peljali s konji. Gospod Janko Slavinec Spodnjega Kamenščaka pravi, da mu je zgodbe pripovedoval oče, ki je bil rojen leta 1906. Povedal je sledeče. V času gradnje železnice je bil oče star 17 let. Imel je rad konje, zato je velikokrat zahajal k njim. Rusi so imeli na železnici delavske konje, za katere naj bi imeli zgolj uto. Zemlje so jemali v Žerovincih, venju in vozili dol proti Kostanjevci ter Mekotnjaku in z njo delali nasip. Konji so na breg vlekli prazne hunte, Rusi so se imenovali Wranglovci, pripovedovali so, da se ne smejo vrniti v svojo domovino, saj bi jih tam ubili. Domačini so se družili z Rusi. Na železnici naj bi delal Mihol Lipovec z Stare ceste, ki ga gospod Slavinec po pripovedovanju očeta opisuje kot močnega in krepkega moža. Če je vagon, ki so ga vlekli, iztiril, se je gospod Lipovec obrnil, se z ramo uprl in ga kar sam poravnal in prestavil na tračnice. Rusi so bili mladi fantje, stari med 18 ter 20 let in so velikokrat zahajali na Slavinčevo domačino. O gradnji in odprtju železniške proge piše tudi v naši šolski kroniki. Slavnostnega odprtja 22.11.1924 so se udeležili tudi učenci takratnih šol iz Cezanjevcev in Stare ceste. In ker vemo, da so ruski delavci v eni izmed barak imeli tudi svoje gledališče, bomo podoživeli tiste čase v naslednjem kratkem prizoru. Ana! O, Magda! Zdrav! Si videla, kakšno je bilo gnezd? Železni voz je pripalo prvič v tote naše kraje. Ja, sem se rivala tam k coj, ko bi videla tega ministra. Ja, on se je peljal v najlepšem vagonu, samo za njega so ga priklopili. Ja, vse vredi pa prav, ampak totin bogin delavcu niti hvala ni je rekel. Ja, tako pravijo, veš, so mu naši ljudje fejst zamerili, na nos siromake se vsi pozove. Ježiš, pa naša dečica, kako so bili veseli. Teku vencu v podsvetju so prinesli, takar toti cuk resen bijo, tako se šiko. Pa še žemelj so se bolj enkrat vsi tega najeli. Joj, moj Petrček je včeraj tako ponovila tisto pesmico, kjer jim je zrecitiral, pa še z mnogo učitelju ne bijo tam v prvi vrsti. Ja, pa zrihtala si ga tudi v pravi kvant.
Ziher si novega napovela? Ne, vujc nam ga je posodil. Odkud pa bi naj vzela dinare? Veš, zdaj je treba šporati. Franc več ne da dela na železnici. Ja, saj s totimi Rusi tudi bijo včasih križ. Samo kruh pa so imeli dobri. Pa tu pa tam smo se tudi pošteno nasmejali. Misliš vihovan teatre? Jo, Ja, samo što bi si mislil, ko to ti moški tako dobro špilajo. jo, ja lahko smo jih hvaležni za to železnico. So pravi inženirji. Ja, oni so. Samo Franc pravi, ko jih niso hteli poslušati pri nasipi, tako da še za prave muzike stan. Ne zovi zdaj vragov. Veš, kada se lepo sedeti na toti cuk pa se odpeljati do Lotmerka, ha? Tu me v Küper šli na plot. Veš, Lotmaržanarke nucajo jajca, pa jesi, pa jabolko. Joj, čakaj, pa škojaru moram peljati, pa kako to skripsti? Ja, samo nekaj žgara še za najdbi pusti. Ja, seveda. Pa lahko bi tudi šli v Mursko Soboto, v Vorož. Niktor še nisem bila tam. To je preveliko mesto, bolje mađarsko. Večje od našega Lotmerka. Pa pelala se bove prek Mure, prek Vrženskega mosta. Ja, kaj še te čaka me? Kje te za to ti vozni red? Kdo da pela prvi cuk? Čuj, samo prvo v Lotmerk. Se bojim, Ja. da ne bi to ti voz bil prehiter, če pa to fast foodo. Ja, pa iskre tudi letijo. Sam buka nemamo v železnici ive. Bi nam lahko cela iva pšenice zgorela. No, zdaj pa dosti guča. Domov ceka razrihtati za zjutraj, pa s prvim cugom na plot. Ja, vredite, z Bogom. Z Bogom. Hvala lepa učencem. Zdaj pa vabim k besedi gospoda podžupana občine Ljutomer. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi v imenu lokalne skupnosti, vsi člani turističnega društva, vsi gostje, vabljeni gostje in pa seveda še enkrat lep pozdrav tudi Zali Ravter, naši slavnostni govornici danes in pa seveda tudi čestitke še enkrat za opravljeno nalogo raziskovalno. Lahko je zaploskati, ja. Natanko pred 100 leti je zapeljal vlak skozi naše kraje. Takrat mogoče ni bilo to samo ekonomskega pomena, ampak je bilo tudi moralnega pomena, saj se je naša Prlekija in pa Prekmurje povezalo z matično domovino. Do takrat nismo imeli železniške povezave, čeprav je imel Ljutomer že dobri 34 let železniško povezavo z Gornjo Radgoni in Avstrijo. Murska Sobota je imela prav tako povezavo z Mađarsko, saj so Mađari zelo veliko vlagali v to, da bi pritegnili Prekmurje k sebi. Takrat smo dobili tisto pravo povezavo z Slovenijo. In železnica je dejansko res povezovalna. Kot je bilo slišati danes iz naloge, je praktično dokončala bila 2001. leta, ko je bila narejena rekonstrukcija proge tukaj v Žerovincih, ko se je bilo potrebno samo progo spustiti za celih 14 metrov zaradi samega naklona. Še večjo pridobitev za nas, ki živimo tukaj v progi, pa je bilo 2016. leta, ko je bila postavljena elektrifikacija proge in so nekako tisti stari dizeli, ki so vozili po tej progi, bili čedalje bolj redki, sedaj več ni in dejansko se je spremenilo življenje vseh tu, posebej vas tukaj v Mekotnjaku, ampak tudi jaz na stari cesti, če je bilo čisto vreme in ko so te dizeli zapokale, se je slišalo dejansko po celi krajevni skupnosti.
Se pravi, se je z investicijami slovenskih železnic življenje pri nas tudi spremenilo na boljše. Zato mi je zelo veselje, da imamo danes tudi med sabo gospoda Dejana Jurkoviča, ki je zadolžen, ki vodi sektor za investicije pri slovenskih železnicah in upam, da bo našel sredstva, da se bo tudi železnica Murska Sobota Koper v celoti posodabljala in bomo tudi z Murske Sobote, z Ljutomera prišli do Kopra tudi v veliko krajšem času, kot je sedaj. Čeprav se je na vlaku zelo fajn voziti. Iskrena hvala turističnemu društvu Stara cesta, ki je res po predsedničinem poročilu res dejavno in meni je včasih žal, da se nekaterih vaših prireditev ne moremo udeležiti, ampak dejansko jih imate toliko, da človek zelo težko spremlja vašo, da bi bil na vseh prisoten, spremljam, ja, kaj se dogaja, ampak enostavno ne uspem na vseh se udeležiti, ampak res iskrena hvala, da tako delate za našo skupnost in našo skupnost z svojim delom bogatite. Prav tako hvala osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci, ki sodeluje z društvom in je vedno pripravljeno na vseh prireditvah se udeležiti z svojimi učenci in sodelovati v programu. Vsem vam želim, da to 100-letnico dobro praznujete, lepo praznujete, naj vam ostane v spominu in pa seveda bliža se tudi že veseli december. Želim vam, da ste v pričakovanju novega leta in pa da v novem letu, gospod Dejan, dobimo tudi kakšno investicijo na naših železnicah. Hvala lepa. Hvala gospodu podžupanu. Naj povem, da je občina Ljutomer tudi soorganizator današnje slovesnosti. Tega ne smemo pozabiti. Bomo pa zdaj zelo veseli, če nas bo nagovoril tudi gospod Jurkovič. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav. Sicer nisem danes pričakoval, da bom imel tukaj priložnost, da vas pozdravim. Tudi nisem pričakoval, da bom toliko izpostavljen, ampak kot domačin, ki sem tudi sam začel svojo življenjsko pot poklicno prav na tej progi od Pragerskega do Hodoša, leta 1999 na odseku od Murske do Hodoša, potem pa sem bil tudi zraven tukaj v Žirovinskem klancu, ko smo delali ta pokriti okop. Zdaj, takrat sicer nisem imel tega podatka, da je razlog, da so naredili tako visok naklon, da so varčevali pri gradnji železniške proge, ampak smo imeli bolj geomehanske težave zaradi vode, kajti tukaj, ne vem, če veste, je ravno prelomnica Podravja in Pomurja. Se pravi, na eni strani proti ljutomerski strani se voda izteka v Muro, na tej ormoški strani pa v Dravo. In zaradi tega smo imeli kar veliko izzivov pri sami gradnji tega podvoza oziroma pokritega vkopa. Pa da ne bom preveč zašel v te strokovne zgodbe. Danes sem res vesel, da ste tukaj v Mekotnjaku ste odločili, opazili to 100-letnico železniške proge. Po mojih podatkih danes ni nobene druge prireditve, nobene druge proslave na celotnem poteku železniške proge, kot pa tukaj v Mekotnjaku. Zato bi vam res čestital turističnemu društvu, čestital Vizali, da je naredila izvrstno nalogo, da je naredila raziskavo gradnje te železniške proge. In danes redko vidimo, da se mladi spustijo v to vrstne naloge, da so jim ti vrstni projekti izziv, veliko rejši gledajo televizijo in pa štrkajo po telefonu, kot pa čas namenijo tem tovrstnim nalogam. Tako da Zala, res iskrene čestitke tudi turističnemu društvu Stara cesta. Istočasno pa me tudi veseli, da kot krajani, občani, tisti, ki živite tu v železniški progi,
da ste ponosni na železniško progo, da ste tudi opazili, da vlaganje, ki smo naredili, oziroma ukrepi, ki smo jih naredili na železniški progi, so prispevali k boljšemu življenju vas, ki živite tukaj ob železniški progi. In mogoče še samo to, iz teh podatkov iz preteklosti so določene stvari, ki bi si želel, da bi jih tudi danes dosegali, marsičesa pa ne bi želel. Zdaj, recimo, slišali smo, da so v 2 letih umestili v prostor in pa v 2-3 letih zgradili. Danes so to praktično sanje. Zakaj? Zato, ker imamo toliko nekih zahtevnih postopkov in pa možnosti soodločanja vseh nas državljanov in vseh civilnih iniciativ, tako da to je praktično danes res nemogoče. Kaj se tiče gradnje, tudi kljub tej mehanizaciji so to roki, ki so kar težko dosegljivi. Zdaj, mogoče je tudi razlog ta, zdaj, prej smo slišali, da v prvem letu so že imeli velik seznam vseh napak, ki so jih naredili, težav, ki so se jim zgodile. Zagotovo tehnologija, gradnje, raziskave, materiali so bili drugi kot danes. Tako da, zdaj sem bil malo pomirjen, ko imamo mi kako napako po 2 letih ali pa leto dni, pa se zelo sekiramo. Tudi v preteklosti niso bili nič kaj boljši, nekaj nam reče, pogledajte, kako so včasih dobro delali. Tako da, to nas spremlja. In res, da zaključim, še enkrat iskrene čestitke, uživajte in naj vas ta železniška proga še naprej navdušuje, pa še mogoče v kakšne drugi priložnosti, kakšna nova zgodba, ki je danes še nismo slišali, oziroma niti mogoče ne vemo, da obstaja. Še enkrat hvala lepa za povabilo in lep večer naprej. Hvala lepa. Naj povem, da ko smo v našem društvu obeledanili našo idejo, da bi obeležili 100-letnico odprtja tega dela proge, smo razmišljali in vabili k sodelovanju več, bom rekel, subjektov. Ampak edine in res tisti, ki so z veseljem pristopili k nam, so bili člani društva Peljeških železničar. Zato se jim zahvaljujemo in jih prosim, če tudi oni želijo kakšno besedo spregovoriti. Lepo zdrav tudi v našem imenu, nas je kar nekaj. Hvala prvo za povabilo, iskrene čestitke, iskrene pohvale za ta dogodek. Jaz bom kratek iz več razlogov. Prvo to, ker cugi današnje obdobje kar hitro vozijo. Če glih marsikdaj se to ne vidi oddaleč. Drugi razlog je, železničari smo bolj tehnični profil, pa to, pa tudi nismo neki osrednji, zdaj gust je tu. V bistvu čestitke, na nek način vso pohvala tisti, ki so prišli vnes z cugom sem. Jaz vem, da so prišli iz Sluševcev, naši prijatelji iz Ljubljane, Rakajka celo, tako da to je pohvale vredno. Na nek način kot zahvala za vašo delo smo na nek način v zadnjem obdobju, tudi mi smo 2020 leta, pa so bile turbulentna leta, 160-letnico proga na nek način Slovenske železnice prepuščajo lokalnim skupnosti, da so pobudnik takih dogodkov, smo mi tudi izvedli, pa res tako se rekel, da dajmo predugi, na nek način moj slogan zadnje cajta je na vlak za vsak korak, da v bistvu izkoristimo to priložnost, ki nam nudijo, če imamo slabe informacije, boljše, da jih nimamo, ampak dajmo poiskati tiste prave. V zadnjem cajtu smo pripravili danes glih iz tiska koledar, na nek način tisti, ko so ga videli, je edinstven, za vsaki dan v leto je dogodek. Na nek način tudi je raziskovalni, iz različnih virov so pobrani podatki, zgodovina je dolgo nazaj, 200 let, bo drugo leto železnic v Evropi in seveda pri pripisovanju, pri prevajanju se zgodijo kakšne napake, je to probano tu zbrano skupaj. Jaz imam 3 izvode, se pravi za organizatorja, za občino pa za zavod, da v bistvu na nek način še v prehodne najdete kakšne datume, kakšne obletnice, da v bistvu nadaljujete te dogodke, pa v bistvu verjetno tudi
Na nek način smo bili dvakrat omenjeni, midva s kolegom Jankom Porparom. V 12. smo še imeli eno skupino iz Ljubljane, tudi gasilcev. Seveda nismo mogli reči, da neki gasilci so taka inštitucija, ki jo vedno rabimo, ne, in tudi vsem smo prišli, tako da čestitke še enkrat, bi povabil gor, da predamo te koledarje, pa lep večer še naprej. Ali nas želi še kdo nagovoriti? Srečan dober večer, meni je Dražečine. Jaz moram povedati, dosti mesti ne bi bilo, če ne je bilo Lovra Petovara. Lovro Petovar, veliki posestnik Gorice, Jif in vsega iz Ivenkovec, je imel takšen močan vpliv v republiki, da proga ni šla čez Mikloš, čez Rimšatovo grabo Vüm, priti po Lešnici, pa priti Vidmi v Šavnici, ampak tudi po naši dolini. In pri Svetjah pa bi zelo vpliven duhovnik in seveda, ker je postaja bila Ivenkovci, je ovih tako dolgo ustrajal, kar se je rekla, postaja Svetinje Ivenkovci. Tako sta se neja te sporazumela, glede same postaje. Zdaj pa še najbolj zanimivo stvar, kot je tudi naš gospod Jurkovič, njemu enaki pred 100 leti, je stanuva pri nas v Lahoncih. Zdaj pa vi to razložite. Moj dedek je bil poslanec na Dunaji. Smete vi to misli, en mladi kmet iz Lahonec, poslanec v Dunajske parlamenti in tudi kdo je te SOS grotalo, so še dedek te imeli malo večji vpliv in vedno nekše veze in je tudi ena izmed tudi vodih gradbišč, ki je bilo zelo zahtevno in te so to potom, mi smo še mali bili, pa so to te dedek razlagali in mamiki in atreki, kak je to bilo, ki so ni bili tak netakočen s to gradno. Sami veste, kako je že gospod graditelj rekel, kakšne probleme ste imeli s tem usekom, tako so imeli tudi za časa tistih 22-24 in so hajali z okopom. Hajali so, in ker jim je začelo to tudi pisati, ki je tudi pri rekonstrukciji, so mogli Švicari 200 metrov hidravlike pripeljati, pa razširiti, takšno železo je zvijalo. Jaz sem da vsak dan gledal specifično lepo sin, da ste to gradili, ki me je to zanimalo, pa sem zaljubljene železnice, kot moj sin. In tem to razlaga, so nikak ni mogli več rešiti in je to največji spon. Večji kak Štanjelna krase, večji kak bila občina, dol pa tak za Koper je 25 samo. No in so ni vtojili 2 promile. To je on razlagal naši familiji, tam te nekdo, predstavite, kdo bilo to. Kaj so zahtevali za obato železnico v dolžini 180 metrov, ker je bilo to preko normativov. Do 33 je še normalna vleka, na 33 pa mora biti zobata železnica. Te pa še zodijo, to pa so najbolj povdarjali, kdo je cukšav v toti breg, so se uslužbenci in strojevodi in konverteri, vse osebe, kaj je bilo, za časa te so še železnice bili v povojdah, so se vedli, zdaj reka, drli, vriskali, kričali, Semerink, Semerink, ne? To bilo ni takša brega, taka teko veta, kar smo lepo po zaslugi gospoda Petovara, mi gnes tak lepo ti, Bog vas žive! Hvala lepo tudi gospodu Meško. Še mogoče kdo? Če ni več govornikov, potem preden nam bodo dekleta iz vokalne skupine Pole Poje zapele še bolgarsko pesem z naslovom Posakala Mila Majko in pa slovensko
Jaz ti bom kipila te dve pesmi, kot spomin na predstavnike različnih narodov, ki so gradili to našo progo. Bi se v imenu našega turističnega društva Stara cesta za podporo in pomoč pri izvedbi naše prireditve radi zahvalili občini Ljutomer, PGD Mikotnjak Stara cesta, lovski družine Ljutomer. Moram reči tudi zahvalo lastniku gozdne parcele, na kateri je nekoč stal ta rusko taborišče, ki nam je bil pripravljen absolutno odstopiti. Parcelo za današnjo prireditev, pa tudi sicer nam gre vedno na roko, karkoli tam pač prirejamo. Potem našim vinarjem in pa krajankam in krajanom, ki so prispevali dobrote za lep zaključek naše prireditve, ter vsem članom in članicam, ki so kakorkoli pripomogli speljave do naše prireditve. Posebno zahvalo pa še osnovni šoli Janka Ribiča Cezanjevci in pa seveda dekliškemu pevskemu zboru Pole Poje. Čisto na koncu, ko bodo odpete še te dve pesmi, vas vse skupaj vabim na skromno pogostitev in pa na kozarec vina ali pa čaja. Ne.